Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas pozdravljamo iz studia VTV Velenje. V oddaji Župan z vami bomo tokrat govorili o aktualnem dogajanju v občini Polzela, kajti tudi občina Polzela v teh dneh praznuje in zato je z nami njen župan Jože Kužnik. Dober večer. Dober večer, lep pozdrav. Torej, pravzaprav ste župani že nekako naveličani letos, ko vedno rečemo, leto od minulega praznika so zaznamovale poplave oziroma popoplavna sanacija, ampak vendarle to, kar se je zgodilo lani, je zelo zaznamovalo tudi vašo občino. Koliko ste ocenili škodo in ali so zdaj že kakšne razlike po letu dni, ko ste malo že bolj premislili in tudi sanirali kakšno škodo? No, moram reči, da je kljub vsemu nekoliko drugače po določenem času, ko se glave nekoliko ohladijo, ko začnemo kljub vsemu z drugačnimi očmi gledati na celoten dogodek, na celotno katastrofo, ki nas je prizadela. Ja, ne nazadnje tudi precej sanacijskih del je končanih, sicer še ne vsa v celoti, ampak vendarle. Moram reči, da to, kar se nam je zgodilo, je sicer res katastrofa izrednih razsežnosti. Seveda si ne želimo, da se kdaj še karkoli takega ponovi. Tudi ne želimo, da bi se to kjerkoli ponovilo, čeprav smo priča vremenskim neprilikam, kakršne so po vsem svetu, tako da marsikaj še lahko v prihodnosti pričakujemo. Kot rečeno pa ja, to leto je bilo zaznamovano z sanacijo ali pa sanacijami po poplavah. Na vseh področjih smo pravzaprav izvajali veliko aktivnosti, tako z meteorno kanalizacijo, kot z odvozom mulja, pripravo projektov, sanacijo plazov in tako naprej in tako naprej. Tako da moram reči, da v tem trenutku so skoraj, da bi lahko rekel, da so posledice poplav odpravljene. Čeprav je še kar nekaj za postoriti, ampak tiste grobe posledice so vendarle odpravljene. Je pa še potrebno v Ločici, v spodnjem delu občine, potrebna sanacija, temeljita sanacija oziroma, bom rekel, kar novogradnja meteorne kanalizacije, potem parkirišče v poslovni coni v Ločici z vso infrastrukturo še tudi ni dokončno sanirano, tako plazovi še niso urejeni, tako da dela še bo. Moram pa reči, da hvala Bogu naše občine niso prizadele poplave na tak način, kot se je to dogajalo v Zgornji Savinjski dolini, kot se je to dogajalo na Koroškem. Infrastruktura je bila prizadeta v manjši meri, ceste so pri nas ostale praktično, bi lahko rekel, nedotaknjene in to je pa spet tisto, kar precej pomeni v tej razsežnosti katastrofe. Omenili ste meteorno kanalizacijo, verjetno novi projekti bodo zdaj tudi drugače dimenzionirani s to meteorno. Ja, te poplave so pokazale, da vse, kar je bilo v preteklosti narejeno, da je bilo mogoče nekoliko pomanjkljivo izvedeno. Po drugi strani je pa spet treba vedeti, da je bilo praktično celotna meteorna kanalizacija zamuljena. Nekaj je bilo očiščene, ne še vsa, oziroma ne vsa v celoti. Nekaj je tudi ne bo očiščene, ker bo preprosto zgrajena nova meteorna kanalizacija. Tudi je prihajalo do izlivov oziroma zamuljenja fekalne kanalizacije, tudi s tem je bilo kar precej težav. Tako da, ja, to so stvari, ki se pokažejo v kritičnih trenutkih in seveda potrebna je sanacija v celoti, da v prihodnje, kadar bi se še karkoli takega podobnega dogajalo ali pa ob večjih deževjih, da bo kanalizacija funkcionirala oziroma delovala tako, kot mora. No, ob letošnjem večjem deževju ste tudi vi tako pomirili občane, da je Savinja še daleč od poplavljanja, ampak verjetno tisti, ki so bili poplavljeni, jih je pač strah. V kakšnem stanju je zdaj Brežina? Kako sodelujete z državo, z vodarji? Ali je sanirano to tako, da bo zdržalo? Lahko rečem, da zdaj tista najnujnejša sanacijska dela so bila opravljena, kakorkoli že pač so bila opravljena.
Tudi en del nasipa se je nekoliko, bom rekel, nadgradil dolvodno na levi strani, torej ob Ločici. Ampak trdno sem prepričan, da to ni to. Skupaj z direkcijo za vode pripravljamo projektno dokumentacijo z občino Braslovče, tudi ki je v tem projektu nosilna občina. Torej pridobivamo gradbeno dovoljenje za izvedbo državnega prostorskega načrta skupaj z ukrepi iz načrta za okrevanje in odpornost. Torej, da se to območje zagotovi, celotno območje od Letuša oziroma Malih Braslovč preko Ločice do Grobelskega mosta, da se zagotovi poplavna varnost tega območja. Projekt je vreden krepko čez 20 milijonov, imamo podpisan sporazum, zdaj brez težav tudi žal tukaj ne gre, ampak to je sestavni del praktično vsakega projekta. Verjamem, da bomo časovnico ujeli in da bomo že v naslednjem letu pričeli z izvedbenim delom tega projekta. Ne gre pa tu za kakšne zadrževalnike ali kaj takega? Ja, tudi v določeni meri gre za sanacijo razbremenilnega kanala Ložnice, gre za nadgradnjo nasipov, za varovanje določenih stanovanjskih con, tako da gre za zelo kompleksen in zelo obsežen projekt. Torej, nekateri so razmišljali, da bi naselje v tej gmajni Ločiški celo bilo treba preseliti, ampak to ostane, to se bo varovalo. No, čist laično razmišljanje je takšno, da če mi zagotovimo z določenimi ukrepi poplavno varnost, zakaj potem seliti ljudi iz tega območja? Preprosto ni potrebno. In sem vesel, da je pri nas v naši občini na tem selitvenem seznamu, tako imenovanem selitvenem seznamu, samo še en objekt v Podvinu, ki je dejansko ostal tu in seveda stanovalci bodo preseljeni, objekt pa odstranjen. Za vse ostale objekte se pa je našla ustrezna rešitev v smislu poplavne varnosti, tako da bojo lahko naši ljudje, naši občani ostali na svojih domovih z ustreznim zavarovanjem pred poplavami. Ker bilo je pa kar nekaj sestankov, a ne? Tudi Šefic, gospod Šefic je bil večkrat pri vas. Veliko ste se pogovarjali torej o tistih prvotnih več objektov, da ste prišli samo do enega. No, seveda, na našem prvotnem seznamu je bilo 14 objektov, pa potem 11, pa 8, pa skratka, kar precej je bilo pogovorov na to temo. Zdaj, jaz moram reči, da sem vesel, da je kljub vsem preprekam, pa počasnim postopkom, pa vsemu ostalemu, da smo prišli do teh sedaj končne številke, en objekt v naši občini. Veseli smo, da je tako, kajti sej ne nazadnje vidimo, da tudi država bi tukaj marsikaj mogla drugače narediti, kot je naredila. Pa ne želim kritizirati, naj to ne zveni, ampak preprosto povem tisto, kar sam vidim in pa kar mi ljudje povejo. Namreč, predvsem v sosednji občini je bilo precej negodovanja, ne vem, še pol leta po poplavah. Ti ljudje, ki so bili sprva na seznamu za selitev, niso vedeli, kako in kaj. Na Koroškem smo spremljali otvoritev te prve hiše, ki je bila plod, potem smo videli donacij in vsega ostalega, bolj malo države in tako naprej in tako naprej. Tako da tukaj bi lahko bila marsikatera stvar drugače zapeljana, ampak časa se zavrteti nazaj ne da in zdaj smo, kjer smo in moramo enostavno na tak način iti naprej. Poplavljanje ali pa naj si dovolimo vprašanje glede na to, da ste tudi tam zaposleni. Zakaj je bila avtocesta poplavljena? Saj ste že večkrat povedali, ampak vendarle. Ja, to, da je bila avtocesta poplavljena v Ločici ob Savinji, pravzaprav kaže na to, da je šlo res za katastrofo izrednih razsežnosti. Namreč, avtocesta je prav v tem delu, kjer je bila poplavljena, projektirana 35 cm nad takrat določenimi stoletnimi vodami. Stoletne vode so bile v tem delu določene, mislim, da v letu 87, če imam prav podatek.
Tukaj je pa bila zdaj voda preko avtoceste več kot 80 cm, skoraj 90 cm, se pravi 35 plus 90, vemo, da gre to res za nekaj izrednega, enormnega in jaz sem prepričan, da kaj takega se zlepa več ponoviti ne more. Je pa nekaj res, Direkcija za vode bo mogla na novo definirati nivoje 100-letnih, 50-letnih, 10-letnih in tako naprej vod, ker se bojo vsi projekti, ki se bojo v nadaljevanju odvijali v teh delih, ki so bili na tak ali na drugačen način ogroženi ali pa so ogroženi, jih bo potreba projektirati na podlagi tega. Tako da v tem pogledu je zdaj na potezi Direkcija za vode. Bo državni načrt za poplavn se bo torej začel izvajati. Kaj pa recimo na severu, na severnem delu občine, ta poplavna območja? To se bo pa prepustilo poplavljanju? No, na severnem delu, jaz razumem, tak bom začel, no. Jaz čisto laično vprašam, ne? Da voda se nekje mora razlivati. Posebej je za Savinjo tako ali tako vemo, da je hudourniška reka. Seveda je pa pomembno, so pa pomembni tudi vsi njeni pritoki, med njimi zagotovo Hotunščica in Ložnica, ki se skupaj zlivata in potem Ložnica praktično po dobršnem delu Založ in potem preko Grušovl naprej poplavlja kmetijske površine, ampak to je normalno. Vedno so bila taka območja in tudi prav je, da jih danes zagotovimo. In roko na srce, najmanj škode je ob poplavah na površinah, ki so temu namenjene. In zato je treba tu imeti kar precejšno mero razumevanja, da se bodo ti zadrževalniki lahko umestili v prostor, seveda v upoštevanju vseh okoliščin, takšnih in drugačnih. Kar se tiče našega severnega dela, pri nas Ložnica pravzaprav razen v Založah ne povzroča večjih problemov. Lahko bi bila cesta Polzela-Velenje poplavljena na dveh delih, kjer je malenkost niže projektirana, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo, tako da verjamem, da tudi v prihodnje tovrstnih težav ne bo. No, v tej cesti se še vrneva. Mogoče samo avtopoligon Lučice ob Savinji, predniki so ga z velikim entuziazmom gradili, zdaj predstavlja tudi težavo, tudi tokrat so imeli veliko mulja in ga je bilo treba odstraniti. A imate kakšne načrte razmišljanja, kaj s tem poligonom? Nekako so šoferji rekli, da bi to dali v lastništvo mogoče občini. Ja, pravzaprav ta poligon je res nekoliko na nehvaležnem mestu oziroma ima nehvaležno lego, čeprav je res v preteklosti je služil svojemu namenu. Vi veste, da tukaj so ne samo, da so se izobraževali mladi vozniki, ampak tudi razni družabni dogodki so se tukaj dogajali. Potem, ko so se pa v 90-ih letih začele poplave na takšen način ali pa v takšnih razsežnostih, je pa zadeva tukaj zamrla, kar je do določene mere popolnoma razumljivo. Zdaj ni za pričakovati, mi smo seveda z Združenjem šoferjev in avtomehanikov Savinjske doline smo v stalnem kontaktu, v dobrih odnosih tudi, tako da se veliko pogovarjamo o tem, ampak zaenkrat tukaj ni prave rešitve. Zdaj zagotovo občina ni interesent za nakup tega prostora, ker niti, bom rekel, ne vemo trenutne namembnosti, kaj bi se tu lahko dogajalo. Je pa glede na to, da je bližina poslovne cone, je v prihodnje možno tu razmišljati v tej smeri. Ampak vendarle je preuranjeno, še posebej glede na nivoje 100-letnih vod, pa vse ostalo, kar je s tem povezano, pa na stališče Ministrstva za okolje in vse ostalo, no.
tako da ne vemo, kaj se bo tu dogajalo. Zaenkrat je pač situacija, kakršna je, ampak prepričan pa sem, ko bodo izvedeni ti protipoplavni ukrepi v okviru DPN-ja, Državnega prostorskega načrta, pa ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost, da bo to območje tudi varno, torej poplavno varno, in da se bo tukaj lahko dogajalo še marsikaj. No, verjetno ste pa tudi vi kot župan ponosni na svoje gasilce in predvsem hvaležni, da so takrat reševali ne samo premoženje oziroma tudi življenja, da se ni zgodilo kaj res hudega in recimo letos ste imeli dan gasilca prav na Polzeli, kajti Polzelsko društvo šteje 120 let, torej dolga tradicija in kot vidimo niso sami sebi namen. Res je. To, kar so gasilci gasilskega poveljstva občine Polzela naredili v lanskem letu ali pa kakršno delo so opravili v lanskem letu ob teh poplavah, se ne da opisati. Sej vem, da je bilo to praktično po celotni Sloveniji. Vsi gasilci na prizadetih območjih so odigrali vlogo, ki je ni mogoče opisati z besedami. Ampak vendarle se osredotočam na naše gasilce. Ja, naša civilna zaščita, ki je pač v tem primeru krovna organizacija, je z gasilci na čelu res odigrala vlogo, ki je ne znam opisati z besedam, in če ne bi bilo tukaj gasilcev, jaz si ne predstavljam, kako bi reševali situacijo, kakršna je bila. Zato sem res iskreno hvaležen. Hvala gasilci. Ne znam drugače povedati, pa niti ne znam pokazati hvaležnosti na drugačen način, ampak mi z gasilci res dobro sodelujemo in tako sodelovanje bo ostalo še naprej. Vedno rad povem, da imamo v naši občini 3 društva, ki delujejo kot eno, na Polzeli, v Ločici in v Andražu. In to je tisto, kar dela naše gasilce močne, kar pove svoje, bom rekel, bistvo. Je pa tudi tako narejeno, da financiranje s strani občine je res izdatno, ampak po drugi strani moramo pa vedeti, da samo znanje brez ustrezne tehnike ni dovolj, kot tudi sama tehnika brez ustreznega znanja pa usposobljenosti ni dovolj. In tukaj lahko rečem, da naši gasilci so krasen primer sinergije tega dvojega in res sem vesel, da je tako, da je naše sodelovanje tako dobro, kot je, da so naši gasilci takšni, kot so v vsakem trenutku usposobljeni za posredovanje še v tako skrajnih primerih ali pa v obupnih situacijah in sem hvaležen, da je tako. Da se vrnem na praznik gasilca mogoče. Letos je Prostovoljno gasilsko društvo Polzela praznovalo 120-letnico od ustanovitve. Hitro je minilo 10 let, pred 10 leti smo izdali ob 110-letnici knjigo, monografijo o gasilstvu v naši občini na Polzeli. In zdaj smo praznovali 120-letnico. Gasilska zveza Žalec se je odločila, da bo praznovala na Polzeli dan gasilca in to smo na, bom rekel, tak prijeten način združili, pa potem še družabni del, ki so ga PGD Polzela krasno organizirali. In se mi zdi, to je tudi eno priznanje našim gasilcem za vse to, kar so v preteklosti naredili, pa tudi seveda, kar še v prihodnje bojo. Računate na njih. Tako, ja. Tudi mlade gasilke in gasilce imate zelo uspešne, ne? Tam tudi na olimpijado se uvrščajo. Ja, tako kot sem prej rekel, na eni strani znanje, usposobljenost, tehnika in pa ne nazadnje tudi tekmovalni uspehi. To je en tak cvet, ki krasi naše gasilstvo v naši občini in jaz lahko rečem samo, da sem vesel in ponosen, da je tako. In naj tako ostane. In danes se nihče več ne sprašuje, zakaj morajo gasilci kupiti čolna, ne? Kaj je bilo pred leti. Zagotovo ne.
No, občina Polzela ima praznik 2. oktobra, a ne? Prireditve se pa že odvijajo več dni. Mislim, da je bila ena prvih tudi odprtje skoraj 3 kilometre dolgega odseka Založe pod Sevčnik. Pa malo povejte, to je zelo velika investicija, a ne? Iz občinskega proračuna ste zagotovili sredstva. Pravzaprav, ja, vse rekonstrukcije cest, ki smo jih do sedaj izvajali, smo financirali izključno iz lastnih sredstev. Ravno zato je to še toliko večji projekt, ki smo ga izvedli, ali pa toliko več vreden, bom rekel. Dejstvo je, da imamo v naši občini še cirka 25 kilometrov podobnih cest, kot je ta, za obnoviti in seveda potem tudi za vzdrževati. Navedeno načrtujemo izvesti v prihodnjih letih v obliki javno-zasebnega partnerstva. Namreč časovna dinamika je takšna, da bi z njo vse te ceste, ki sem jih ravnokar navedel, obnovili šele nekje v 12 do 14 letih. To je pa absolutno predolga doba, ker ceste preprosto ne bodo tega obdobja zdržale. Nenazadnje gre tu za varnost udeležencev v cestnem prometu, tudi najranljivejših skupin, kot so starejši in pa seveda naši otroci. Ja, zato smo tega projekta še toliko bolj veseli. Cesta je res taka, da je lahko nam vsem v ponos in verjamem, da bomo čez nekaj let vse ceste v občini imeli take ali pa podobne. Je bila temeljita rekonstrukcija, ne samo asfalt? V celoti. Na novo projektirana, na novo določena in seveda izvedena. Potem boste dali razpis za koncesionarja? Ja, tako celoten postopek, ki smo ga zdaj spet oživili, že pred 7 leti smo ga začeli, potem smo ga takrat ustavili. Zdaj smo ga ponovno oživili. Se pravi, gre preprosto za postopek, ki je določen v zakon oziroma z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Pripravi se investicijski program na podlagi določene projektne dokumentacije in potem se na podlagi tega izbere koncesionar oziroma najugodnejši ponudnik, ki potem v določenem časovnem obdobju ceste rekonstruira oziroma obnovi in potem v celotnem koncesijskem obdobju še opravlja vzdrževanje teh cest. Občina pa zato seveda vsako leto financira določen del. Verjamem, da kot župan večkrat slišite tudi, kaj je zdaj s to cesto Velenje-Polzela. Ponekod je že skoraj v makadamski izvedbi, sploh ker tovornjaki vozijo. Kaj lahko rečete? Ja, ta cesta je velika bolečina nas vseh. Žal je, kakršna je. Pristojnost, tukaj moram biti zelo neposreden, pristojnost je tukaj torej na strani Direkcije za infrastrukturo. Sej ne bom rekel, da se ni v preteklih letih nič spremenilo, vse se je nekaj, ampak na moledovanje, na prošnje, na zahtevanje, mislim na zahteve z naše strani so se potem malenkosti uredile, ampak treba je vedeti, da gre najprej za cesto, ki povezuje Šaleško in Savinjsko dolino, in pa za cesto, ki leži neposredno ob kamnolomu Andraž, ki pridobiva na svoji pomembnosti, še posebej bo pa to izrazito ob začetku gradnje 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert-Velenje. Zato se mi zdi pomembno, da bi direkcija morala čim prej pristopiti k sanaciji te ceste. Zdaj moram reči, da v enem delu, torej od Založ pa do centra Polzele, imamo že projekt pripravljen, odkupi so urejeni, celo je bil že v načrtu izvedbeni del, torej izvedba te ceste. Žal pa so lanskoletne poplave dobesedno odnesle ta denar, ki je bil predviden za rekonstrukcijo te ceste. Računamo, da bo v prihodnjih 2 letih, da bo ta del, ta odsek ceste, gre za nekaj manj kot 1,5 km,
ceste, da bo rekonstruiran, obnovljen, zgrajen pločnik, javna razsvetljava, vsa ostala infrastruktura. Kar se pa tiče preostale ceste, no, med Založami preko Andraža pa do meje z mestno občino Velenje, pa tudi verjamem, da bo na strani direkcije posluh za naše želje, za naše prošnje. Razumemo, da so v nehvaležnem položaju zaradi, jasno, vse se začne in konča pri denarju, ampak vendarle je potrebno se po tej cesti zapeljati in videti, v kakšnem slabem stanju je. Jaz sam pravim, da bi bilo na določenih mestih bolje, če bi bila v makadamski izvedbi, kot pa v takšnem asfaltu, kot je. Zaradi robov je nevarna, ker so luknje. Ko ste omenili kamnolom, imamo včasih občutek, da se tam ni več kamenja za pridobivanje. A je še? Ja, še je. Seveda, zdaj moram reči, da je pred časom ali pa kar konstantno se kamnolom širi. Seveda tukaj je tudi Štrabakova asfaltna baza, ki pomeni dodatno obremenitev za regionalno cesto. Seveda ogromne količine asfalta se pripeljejo po tej cesti, pa ne samo asfalta, tudi ostalih kamnin pa vsega ostalega. No in kar je pa pomembno za naše občane, pa naj povem, da imamo tukaj tudi zbirni center za odpadke, za kosovne odpadke, v katerega lahko vsako soboto dopoldne pripeljejo kosovne odpadke, take ali drugačne, in jih tukaj odložijo. To je pa tisto, kar se mi zdi pomembno, če se dotaknemo malo okoljevarstvene tematike. Še mogoče 10-15 let nazaj je bilo po naših gozdovih precej divjih odlagališč, precej tega in onega, smeti takšnih in drugačnih, ampak zdaj v zadnjih nekaj letih se zadeva tudi zahvaljujoč temu zbirnemu centru, ki ga upravlja Symbio iz Celja. Situacija tukaj kar precej spremenila in sem vesel in hvaležen, da je tako. Sicer pa v času pomladi še prirejate te akcije čiščenja okolja? Vsako leto, zdaj običajno je to proti koncu marca ali pa v začetku aprila, priredimo vse splošno akcijo, čistilno akcijo v občini, ki se je res, bom rekel, množično udeležijo vsa društva, posamezniki, združenja, tudi zavodi, tako da takrat kar temeljito očistimo občino. Mogoče, če za hip še ostaneva pri cestah, tudi v vaši občini izdelujete celostno prometno strategijo. Kaj ste zaenkrat ugotovili? Mislim, da nekaj delavnic je že bilo z občani, kaj povejo, pa zdaj, da ne samo o hribovskih cestah, verjetno v kraju in pa okolici je tudi kaj pripomb glede cest. No, gledajte, sej problematika cest ali pa prometa je ne moramo definirati samo na sever, jug, ne vem, vzhod, zahod, ampak gre za celotno občino. Drži, da so ceste v severnem delu bistveno bolj uničene kot v spodnjem, ampak gre tudi za spodnji del, predvsem tukaj moram izpostaviti cesto ob tovarni Nogavic, bivši tovarni Nogavic Polzela, za katero pripravljamo projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo. Seveda tudi ta cesta bo vključena v ta sistem javno-zasebnega partnerstva, ureditve cest. Si pa želimo, da bi tukaj, da bi se cesta urejala, bom rekel, na nek način sporedno z izgradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni tovarni Nogavic. Zdaj tukaj so zadeve nekoliko zastale, različno lastništvo, različni lastniki, različni pogledi, različne želje, pričakovanja, tako da, ampak to zadevo bomo zagotovo pognali naprej. No in kot rečeno, bi si želel, da bi ta cesta, bom rekel, sporedno se gradila, kot se bo komunalna infrastruktura v poslovni coni. Kar se pa tiče celostne prometne strategije, pa naj povem, ja, izvedli smo že nekaj delavnic na to temo, dobili smo kar nekaj dobrih, pametnih, smiselnih predlogov s strani občanov oziroma vse zainteresirane javnosti.
Posebej naj tukaj izpostavim hodnike za pešce oziroma pločnike v nižinskem delu. Seveda si želimo, da bi tukaj naši ljudje dali več poudarka na trajnostno mobilnost, se pravi gibanju, uporabi koles, pešhoji. Zdaj, tukaj nekaj izzivov še imamo. Verjamem, da jim bomo v prihodnjem obdobju, bom rekel, kos. Sem pa tudi vesel odziva, pa vsake pobude, ki jo občani prispevajo, tako da še naprej vabljeni oziroma dobrodošli pri vsaki pobudi ali pa smo veseli vsake pobude, vsake sugestije, ki nam jo v tem pogledu posredujete. No, posebnost je tudi železnica. S temi prehodi je bilo nekaj časa kar precej težav, ampak zdaj zaenkrat ukinitve teh, ki obstajajo, ne predvidevate? No, tako je. Zdaj, mi bi si želeli še vsej 2 prehoda v centru Polzele ukiniti. Govorimo o tem prehodu tukaj pri Turnšek in pa o prehodu na Bregu, se pravi pri nekdanjem frizerstvu Zora. Ta 2 prehoda, ne nazadnje, so bile tu še pred kratkim, je bila prometna nesreča, hvala Bogu, brez smrtne žrtve. Želimo si, da bi se pravzaprav vsi železniški prehodi v naši občini, da bi se ustrezno uredili. Zdaj, tu se, moram reči, kar uspešno pogovarjamo z Direkcijo za infrastrukturo. Na tak način smo pri Garantu pred 2 leti uredili oziroma zaprli ta železniški prehod in zgradili navezovalno cesto, ki povezuje celotno Savinjsko nabrežje mimo podjetja Datkon in naprej proti tovarni Nogavic, torej mimo Garanta pa naprej proti tovarni Nogavic. Si pa želimo, da bi se na tak način to nadaljevalo. Jaz razumem, da so, kot rečeno, finance pogoj za nadaljevanje tega, no, ampak kot rečeno, treba je vedeti, da so železniški prehodi, še posebej tisti nekoliko manj pregledni, zelo nevarni in da je potrebno tukaj res bolj intenzivno pristopiti. Moram reči, da smo za železniški prehod na Bregu, torej pri Zori, pri frizerstvu Zora smo ravno pred kratkim dokončali oziroma nam je projektant dokončal idejno zasnovo za sanacijo oziroma za zaprtje tega. Zdaj verjamem, da bomo na direkciji uspešni pri dogovorih za izvedbo in da bomo v prihodnjem letu ta železniški prehod dejansko tudi zaprli. Moram pa poudariti to, da brezglavo se tega ne želimo lotiti, predvsem zaradi tega, ker ne želimo, da bi naši občani na južni strani železnice bili, bom rekel, na nek način odrezani od tega severnega dela oziroma od centra mesta. Ravno zaradi tega to delamo premišljeno in, bom rekel, kar z precejšnjim občutkom za ljudi. No, o izzivih, ko ste prej govorili, pa verjetno tudi glede kolesarskih stez, ali je načrtovana kakšna daljinska kolesarska povezava pri vas, oziroma takrat, ko so zdaj odpirali nove steze, so rekli, da si vendarle želijo tudi proti Polzeli to povezavo? Ja, naša želja je seveda okrog tega precejšnja. Še enkrat se bom vrnil nazaj na trajnostno mobilnost. Kolesarke so eden od boljših projektov ali pa od bolj pomembnih projektov, ki jih potrebujemo v naši državi. Pa ne gre le za, bom rekel, rekreativno kolesarjenje, ampak gre tudi za vsakodnevno rabo kolesa v smislu prevozov na delo in tako naprej, v šolo. Žal je zadeva tukaj v naši občini pred nekaj leti izpadla iz državnega načrta, žal potem še iz plana B. Čeprav danes, ko gledamo, kakšne poplave so se nam dogajale, pa kaj vse se je zgodilo, bom rekel, da je po svoje mogoče tudi prav, da se je tako zgodilo. Kajti v nasprotnem primeru bi lahko že zgrajeno kolesarko
dobesedno odnesla voda. Ampak vendarle, mislim, da je to potreben projekt. Verjamem, da bo Direkcija za infrastrukturo, ki je tukaj tista gonilna sila, slišala naše prošnje, naša pričakovanja in da bo tudi v naši občini, torej občini Polzela, pa potem seveda naprej proti Braslovčam, pa naprej proti Šmartnemu, da bomo se enkrat nekoč peljali po novi kolesarski stezi. Kako pa je z oskrbo s pitno vodo? Tudi to je bilo predmet nekih javnih razprav pred nekaj leti. Ja, zdaj, čeprav moram reči, da nasplošno v spodnji Savinjski dolini, da je vodooskrba relativno dobro urejena, pa vendarle vedno dograjujemo, nadgrajujemo, zamenjujemo in tako naprej. In v okviru dogovora za razvoj regij smo skupaj z nekaterimi sosednjimi občinami, Prebolj, Žalec, tudi Braslovče, Vransko, Tabor, pristopili k izgradnji ali pa obnovi določenih vodovodov. To se mi zdi pomembno, ker se veste, voda je vir življenja, pravijo. Da se pa vrnem mogoče malo na višinski del. Tukaj imamo pa predvsem v Dobriču imamo blazne probleme za vodooskrbo, kajti vodni vir, ki ga tukaj imamo, ne zadošča več za vse potrebe. In praktično skoraj da zadnje leto gasilci skoraj da vsakodnevno vozijo vodo v Dobrič. No, zdaj smo skupaj z komunalnim podjetjem Velenje našli rešitev. Projekt za izvedbo je pravzaprav že pripravljen in pridobiti, če moramo gradbeno dovoljenje. Jaz verjamem, da bo gradbeno dovoljenje v kratkem pridobljeno in da bomo lahko ta povezovalni vodovod med Andražem in Dobričem tudi dejansko izvedli. S tem se bomo rešili vsakodnevnim prevozom vode iz doline v Dobrič in da bo Dobrič preskrbljen tudi z vodo. Seveda potem v nadaljevanju v naslednjih letih načrtujemo še en povezovalni vodovod in sicer iz Šeneka preko Podvina do Dobriča. Vemo zdaj, da odkar funkcionira vodovod iz Zaplanine preko Vranskega, Braslovč in sem do Polzele, tukaj pri nas problemov z vodooskrbo več ni. Pred leti smo imeli, sploh v sušnih obdobjih, določene težave, tako da tukaj imamo zdaj tudi dovolj vode in da bomo na varni strani, bom rekel, bomo tudi ta povezovalni vodovod zgradili v prihodnje, tako da potem pa res težav z vodooskrbo v naši občini več ne bo. Se pravi, to je tudi tisto, kar se ves čas dogaja, ni enkrat končano in potem, da bi rekli, zdaj pa ne bomo nekaj časa se s tem ukvarjali. Kdor obišče Polzelo ali pa se vozi čez Polzelo, opazi, da se kar veliko gradi na Polzeli, tako naselje stanovanjskih hiš kot novi bloki. Gre to za zasebne investicije? Ja, praktično gre v vseh primerih za zasebne investicije. Naj pa povem, da je pravzaprav občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet že v letu 2011, seveda smo potem v letu 2016 začeli spremembe in dopolnitve, ki smo jih končali v letu 2021. Zdaj dobiva končno realizirano podobo, če se smem tako izraziti. Se pravi, vsa tista območja, ki so bila po tem prostorskem aktu določena za stavbna oziroma za stanovanjska, bodo sedaj počasi pozidana in občina Polzela dobiva počasi tisto končno podobo. Sej vodimo postopek oziroma začenjamo s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ampak to gre bolj za manjše lepotne popravke, predvsem v smislu, da tisti, ki želijo kmetovati, naj kmetujejo, tisti, ki želijo pa nekaj zgraditi ali dograditi, naj pa to dogradijo. Ne gre pa več za to, kar smo imeli v preteklosti, torej za oblikovanje ali pa za celotna naselja dodatna, tega pa več vse zaenkrat na Polzeli ne bomo delali. Ampak verjetno kot župan veste, kako je z zanimanjem, gre to hitro, se proda?
te hiške in Polzela, ali pa lahko rečem celotna občina Polzela, je zaradi svoje geostrateške lege, res ugodne lege, je atraktivna lokacija, je zanimiva za trg nepremičnin in seveda to se pozna tudi na doseganju cen. Moram reči, da tako stanovanje kot individualne stanovanjske hiše se dobro prodajajo, tudi solidno ceno dosegajo. Ne nazadnje je pa treba priznati, da je bližina avtoceste tista, ki da temu svoj ton. In ko sem prej omenil Lego, vi veste, da smo v dobre pol ure smo v Ljubljani ali pa v Mariboru, v 2 urah pa praktično na eni ali pa na drugi strani Slovenije. Tako da lega naše občine je res ugodna in seveda to se odraža tudi na tem. Kaj pa bo to pomenilo za vrtec pa šolo? Imate načrte za kakšno širjanje? Ker mislim, da je že zdaj prostorska stiska. Ja, tako je. Zdaj počasi prihajamo do stiske, čeprav še to pretirano izrazito ni, ampak vendarle ravno sedaj končujemo projektno dokumentacijo za prizidek v osnovni šoli. Tega se imamo namen lotiti že konec leta oziroma v prihodnjem letu. Ne nazadnje smo določena sredstva strani države že dobili odobrena. Razmišljamo tudi o širitvi vrtca. Čeprav je v tem trenutku je trend novorojencev je nekoliko zastal, ni več takega, bom rekel, baby booma, kot je bil pred nekaj leti, ampak vendarle, realno pa je pričakovati, da če se na novo gradi, da bodo priseljeni ljudje, pretežno mlade družine z otroki in seveda za te otroke je potrebno priskrbeti prostor tako v vrtcu kot potem v šoli. Kje bi bil prizidek, na kateri strani šole? Na severni strani šole, pravzaprav ob šoli edino mesto, kjer je še nekaj prostora, saj ne nazadnje na južni strani oziroma proti glavni cesti tega prostora žal več ni. V Andražu pa tudi dobro deluje, ne šola, pa vrtec, imate dovolj otrok tam? Ja, zaenkrat je, število otrok se tukaj, bom rekel, povečuje, kar je razveseljivo. Je pa tudi treba povedati, da tukaj v Andražu je v vrtcu še nekaj prostora. Tako da smo v preteklosti, oziroma naš zavod, osnovna šola Polzela z vrtcem, je nekaj otrok že preusmerila oziroma selila v vrtec v Andraž. Seveda tiste otroke, katerih staršev bodi si, da so logistično povezani ali pa kako drugačno, da ni bilo pretiranih problemov z logistiko. Ja, kot rečeno, šola oziroma vrtec v Andražu tudi lepo, krasno živi s krajem, tako da so bile utemeljene te investicije tudi tam, ne? No, prav gotovo. Letos je ravno 20 let od izgradnje podružnične osnovne šole v Andražu. Jaz verjamem, da bomo to tudi na primeren način obeležili. Se pravi, tudi 20 let je hitro minilo, ne? Tako je, ja. Drugače pa, kot večina županov, tudi vi pripravljate sprejeme za novorojenčke, ne? Jih tudi obdarite, tudi denarno? Ja, vsako leto pripravimo tak skromen sprejem, ampak bolj kot samo darilo, mimogrede podarimo jim slikanico oziroma otroško knjigico in pa sadiko medovite rastline, češnje običajno. Bolj kot to darilo je pa pomembno samo dejanje, namreč prvič se starši teh otrok srečajo v živo, vemo, da se bodo potem srečevali skozi celotno predšolsko, skozi celotno šolsko obdobje teh otrok in to se mi zdi ena taka lepa gesta. Ne nazadnje je pa tudi tak sporočilno ali pa s posebnim sporočilom pa to darilo, kajti vemo, da češnje so medovita rastlina, moramo skrbeti za čebele, moramo skrbeti za našo naravo in se mi zdi to en tak skromen prispevek tudi občine k temu.
Kaj pa tisti, ki so v bloku doma? A vas zdaj vprašajo, kam pa naj oni posadijo? Ne, do tega trenutka še takega vprašanja nisem dobil. Vsak se znajde po svoje, bodi si pri dedku, babici, nekje na deželi, pri sorodnikih, kjerkoli, tako da takih težav zaenkrat nismo imeli. No, kar se otrok tiče, so seveda pomembna tudi otroška igrišča, pa vsako leto rečejo, a letos bo drsališče. Najmlajši mislim, da so ga kar dobro sprejeli. No, to je bilo vsako leto, je bilo lepo sprejeto, tudi letos načrtujemo, da bo tako, kajti druženja, še posebej teh malih, najmlajših, so zelo pomembna. Pa predvsem zaradi tega, ker smo ljudje socialna bitja in v današnjem sodobnem času nam vse preveč časa vzame sodobna tehnologija, govorimo o pametnih računalnikih, pametnih telefonih in se mi zdi pomembno, da otroke vsej za nekaj trenutkov dneva odmaknemo od tega, pa jih usmerimo v gibanje, pa na svež zrak. Je pa bilo brezplačno, ne? Tako, ja. Pred kratkim ste odprli tudi nov kolopark, kako rečete? Ja, kolopark. Ja, spomladi, v bistvu v mesecu maju smo predali svojemu namenu ta objekt, tudi ta objekt kolopark sega v to območje, ki sem ga, ali pa na to področje, ki sem ga ravno kar omenil, se pravi, da mlade nekoliko potegnemo ven v naravo, v gibanje, v zdrav način življenja. No in ker so bile že pred časom izražene želje ali pa pričakovanja naših občanov po tem koloparku, smo seveda temu prisluhnili in ga zgradili. Moram pa reči, da je zelo lepo izkoriščen, mladi se ga res uporabljajo, se družijo tukaj. Ja, tudi kakšna poškodba je že nastala, ampak brez tega ne gre. Je pa to v tem športnem centru, ne bi nekako rekli? Tako, v športnem parku na Polzeli za športno dvorano, kjer so tudi otroška igrala, ravno kar. Tukaj moram žal povedati, da se nam kar precej vandalizma dogaja, da tukaj apeliram na starše, dajte svoje otroke, svoje mladostnike nadzirati malo, preveriti, kje se nahajajo, kaj počnejo, kajti ni nujno tisto, kar počnejo v prostem času, da je vse dobro. In kot rečeno, določeni mladeniči, mladenke prihajajo v ta športni park na Polzeli z namenom izvajanja vandalizma, poškodovanja tuje lastnine, kar pa ni dobro. In še posebej je pa zadeva občutljiva zaradi tega, ker se lahko potem najmlajši, ki se igrajo na teh igralih, pa zaradi poškodbe igral poškodujejo. In tukaj je res zadeva kakršna je, no, in prosim za razumevanje. Naj pa dodam, da je naš športni park tudi v lanskem letu smo ga nadgradili z nadstrešnico nad baleniščem. Lahko rečem, da je krasen objekt kot celota in smo ponosni na njega. Imate tudi uspešna športna društva, ampak morda malo kasneje o tem, ker verjetno je prav povedati tudi, kako pa skrbite za starejšo populacijo. Imate dom upokojencev, ki je zelo znan, ampak občina ni ustanovitelj. Imate pa druge projekte za starejše. No, tukaj je predvsem potrebno izpostaviti projekt Starejši za starejše v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije, kjer sta tudi vključena obe dve naši društvi, Društvo upokojencev Polzela in pa Društvo upokojencev Andraž. In pa še bolj kot to je pa treba izpostaviti naš medgeneracijski center. Moram reči, da se tukaj praktično dnevno izvajajo razne aktivnosti, od bralnih krožkov, govornih krožkov, potem razni tečaji, seminarji, izobraževanja, tako da petje. Skratka, zelo pestro dogajanje v medgeneracijskem centru in dejansko ta center postaja dejansko medgeneracijski, ker se tudi mlajši vključujejo, različne delavnice, kjer pridejo dedki, babice z vnuki in ja, to je tisto, kar se mi zdi pomembno in pred 10 leti, ko smo ta medgeneracijski center ustanovili, smo si glih to zadali kot cilj,
da postane to tisto center druženja tako starih kot mladih. In to nam je, lahko rečem, na najlepši možni način uspelo. No in tam imate polnilnico za vaš Prostofer, za avtomobil. Kako se je ta projekt prijel pri vas? No, Prostofer je samo še eden od teh projektov, ki ga namenjamo starejšim oziroma pač občanom, ki nimajo svojega prevoza. Lahko rečem, da se je ta projekt čudovito prijel v naši občini, čeprav smo že prej, bom rekel, v lastni režiji, v režiji občine Polzela sami izvajali te prevoze, ampak vendarle smo pred leti ugotovili, da je zadeva postala preobsežna, zato smo pristopili k temu projektu Prostoferja in lahko rečem, da je zadeva res dobro sprejeta. Seveda z tega mesta še mogoče vabim prostovoljce, mlade upokojence, ki želijo pristopiti kot Prostoferi, da se nam pridružijo, kajti povpraševanje po teh prevozih je kar precejšnje in včasih imamo že kar malo težav z vozniki. Torej je potrebna ta storitev. Zagotovo. Zdravstveni dom na Polzeli je bil pred kratkim obnovljen zunanjost, pa lekarna, pa ste povedali prej, da imate načrte naprej z obnovo. No, s ponosom povem, da je naš zdravstveni dom eden od najlepših v Sloveniji, če nekaj najlepši zdaj po obnovi. Res smo na njega ponosni. Drive-in pri lekarni in pa celotna okolica zdravstvenega doma je res krasna, zavidanja vredna. No in kot rečeno, pristopamo tudi k obnovi notranjosti. Seveda se bomo zadeve lotili po fazah, ker pač preprosto vse naenkrat ne gre. Ja, čajna kuhinja, hodniki, sanitarije, kanalizacija in tako naprej. Cel kup drobnih stvari v notranjosti zdravstvenega doma, ki jih je pa potrebno obnoviti. Ne nazadnje moramo vedeti, da je zdravstveni dom že tudi kar precej v letih in se veste, vsak objekt po določenem času pričakuje, zahteva pravzaprav obnovo. Kaj pa kadrovsko oziroma ambulante imate zasedene, imate vse, kar morate imeti? Ja, imamo vse, kar imajo veliki, tako je, ja. Ja, pri nas lahko rečem, da sicer smo vključeni v javno mrežo primarnega zdravstva, ampak imamo pa same koncesionarje. Lastnik zdravstvenega doma je občina in lahko se samo pohvalim, da pri nas na primarni ravni zadeve na tem področju krasno funkcionirajo. Je pa res, da so zdravniki kar precej obremenjeni, vsi imajo kar preko predvidene ali pa določene kvote pacientov, prekoračujejo te kvote. Čeprav zaenkrat moram reči, da ni čutiti vsakdo, ki želi dobiti svojega lečečega oziroma osebnega zdravnika, to lahko dobi. V tem trenutku moram priznati, da ne vem točno, kako je z vpisi novih pacientov. Vsako leto jeseni imamo z zdravniki en tak sestanek, bom rekel, informativne narave, kjer jih malo povprašamo po stanju, po situaciji, po željah, po pričakovanjih. Seveda pa jih tudi mi seznanimo, kaj od njih pričakujemo oziroma če so kakršnekoli posebnosti. Naj povem, da smo pred časom določene probleme smo imeli v okviru zdravstvenega doma Žalec, predvsem za izvajanjem dežurstev. Zdaj tu se zadeve nekako počasi stabilizirajo. Ampak tu moram povedati, da ni vse na naših plečih, torej na lokalnem nivoju, ampak je v precejšnji meri zadeva tudi na Ministrstvo za zdravje. Kot rečeno, pa verjamem, da bo tudi ta problem izziv, če hočete, rešen. Varuha človekovih pravic ste tudi imeli na Polzeli, odprli ste varuhov kotiček, pogovarjali ste se z varuhom. Kaj ste ugotovili, katere so tiste stvari, ki največkrat motijo občanke in občane?
Ja, no, najprej naj izrazim zadovoljstvo nad obiskom gospoda Petra Svetine, varuha človekovih pravic. To se je namreč zgodilo prvič v vseh mojih mandatih, seveda tudi njegov predhodnik oziroma predhodnica se tega ni poslužvala. Je pa tako narejeno. Včasih ljudje nekoliko pomešajo pristojnosti in se dostikrat, to sva nekako skupaj ugotovila, se dostikrat obračajo na varuha človekovih pravic, čeprav so pristojnosti v rokah drugih inštitucij, predvsem v rokah raznih inšpekcijskih služb in tako naprej. No in tukaj sva prišla do zaključka, da je morda le potrebno najprej apelirati na ljudi, ki se obračajo na varuha človekovih pravic, da se najprej obrnejo na pristojne, pa šele potem v drugi fazi na varuha človekovih pravic. Vsej konec koncev on oziroma varuh človekovih pravic lahko samo pozove pristojno inštitucijo, da ukrepa skladno s svojimi pooblastili. Nekih drugih pristojnosti tukaj varuh človekovih pravic pač nima. Moram pa reči, da sem bil zadovoljen nad tem, ali pa nad dejstvom, da je vsaka inštitucija, ki je bila pozvana k ustreznemu ukrepanju oziroma da je se odzvala in da je potem vsakemu posamezniku, ki se je obrnil na njih, da je poslala vsej primeren odgovor oziroma ga je napotila na ustrezno pristojno inštitucijo. V zvezi s tem analogno, digitalno, ker je tudi varuh rekel, da nimajo vsi dostopa do digitalnih poti. Kako je v občini Polzela? Mislim, da tudi pri vas gradite širokopasovno optično omrežje Rune. Ja, res je. Počasi gre zadeva proti koncu. Je v teku, polnem teku pravzaprav, in sem vesel, da tudi v tistih predelih občine, kjer sprva to ni bilo predvideno, da se tam ta gradnja optičnega omrežja nadaljuje. Nenazadnje vemo, da smo v 21. stoletju, kjer je prenos podatkov ključnega pomena pravzaprav na vseh področjih življenja takega ali drugačnega. In prav je, da imajo praktično vsi občani, ne glede na to, kje živijo, enako možnost priključitev na širokopasovno omrežje. Tukaj moram biti nekoliko kritičen do zastavitve oziroma do začetka tega projekta, kajti pričakoval sem sprva, ko je bilo govora o tem, da bodo pravzaprav vsa gospodinjstva v naši občini v to vključena. Zdaj, žal temu ni bilo tako, tako da je bilo treba posamezne hiše naknadno se dogovarjati, da smo jih vključili v ta projekt. Ampak vendarle pod črto moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je ta projekt bil v naši občini tako izpeljan, ali pa da bo tako izpeljan, kot je, in da bo, moram reči, da se že nekateri občani se že intenzivno priključujejo na širokopasovni internet pri različnih ponudnikih. Kakšne imate načrte za prihodnost? Vemo, bil je tudi dogovor za razvoj regije. Imate kakšen projekt iz tega dogovora? Ja, kot že rečeno, obnova vodovoda Šempeter. Seveda gre spet za kompleksno zadevo, ker poteka vodovod preko 3 občin skupaj z vodohramom v občini Prebold. Ampak kot rečeno, vodooskrba je ena od tistih prvih ali pa najpomembnejših stvari, ki morajo v občini funkcionirati. Zato smo tukaj k temu pristopili. Seveda še imamo nekaj manjših projektov v ozadju, pač pripravljenih. Zdaj, ko ste omenili pogled v prihodnost, pravzaprav, če bi imel čarobno kroglo, bi lahko napovedoval, kaj in kako, tega seveda ne upam, ne morem. Je pa vse, ali pa v pretežni meri so projekti v prihodnosti odvisni od financ, od denarja. Naj izpostavim
3 naše projekte, ki jim bomo zagotovo v prihodnje pa dali prioriteto. To je javno-zasebno partnerstvo za rekonstrukcijo in vzdrževanje cest občinskih, potem dokončanje vseh že začetih projektov in pa seveda želimo si, tukaj imam predvsem v mislih prizidek k šoli in pa seveda kulturni center Polzela, Kimc, kot smo ga poimenovali, bi si želeli, da bi zaključili finančno konstrukcijo. Tukaj moram reči, da nam ne gre prav enostavno, še posebej ne zaradi tega, kar se dogaja okrog Mercatorja na Polzeli in tega pogorišča. Jaz verjamem, da se bo v prihodnjih nekaj letih ta zadeva premaknila z mrtve točke. Vemo, da je Mercator lastnik tega objekta. Vemo tudi za okoliščine, kakršne so, da ne upam napovedovati, no si pa želim, da bi se ta zadeva čim prej premaknila iz mrtve točke. Torej, ne morete pa sami reči takole, dajte to urediti in da vas ubogajo. Ja, če bi to bilo v moji oziroma če bi to bilo v naši moči, bi zagotovo stanje tega objekta ne bilo tako, kot je. No, morda pa samo še, ker zaključujeva pogovor. Slavnostna akademija je na predvečer praznika, to je 1. oktobra, tudi občinske nagrade bodo, oziroma priznanja, kaj nekje bo proslava? Ja, letos bomo imeli slavnostno akademijo v športni dvorani na predvečer, kot ste rekli, na predvečer praznika, torej 1. oktobra, zvečer ob 18. uri. Že sedaj lepo vabim vse občanke in občane, da se nam pridružijo. Ob tej priložnosti bomo naredili analizo preteklega leta, pregledali svoje delo, dali svoje delo pravzaprav na tehtnico, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kaj je treba nadgraditi, kaj je treba popraviti, dopolniti. In pa seveda izpostavili bomo tudi tiste posameznike, ki na nek način izstopajo iz povprečja. Podelili bomo občinska priznanja. Naj povem, da bomo letos dobili novega častnega občana. In to bo? Ja, sedaj že lahko izdam, da bo to gospod Franci Uratnik, trenutno predsednik Goborsko-mikološkega društva Polzela, ki je poznan ne samo širom naše občine, ampak tudi daleč preko njenih meja. No, potem bomo podelili tudi grb občine Polzela, ki ga bo prejel gospod Srečko Rajh, in pa 2 plaketi. Prvo plaketo bo prejel gospod Jože Kotnik za vsestransko delo in pa krajevna organizacija Zveze združenj borcev za vrednote NOB iz Andraža, ki je letos praznovala 70-letnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti so izdali tudi zbornik o svojem delu, tako da pa še nekaj županovih priznanj bomo podelili po gasilski plati, tako da ja, praznovanje bo tako kot vedno veselo. Tako, hvala lepa. Ob koncu rečem samo, naj se uresničijo vsi načrti, tako kot ste jih zastavili, in pa hvala za tale pogovor. Hvala vam in vse dobro vam, gledalcem in gledalkam, občankam in občanom občine Polzela, pa vse lepo, vse dobro, iskrene čestitke ob občinskem prazniku in imejmo se lepo. Hvala lepa in spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala tudi vam za pozornost. Želimo vam lepo se imejte še naprej.